Pozabi strah, pozabi smrt, smrt ne obstaja. Smrt je iluzija, tako kot je strah iluzija. Samo pojdi naprej. Pojdi naprej pa se zabavi. In veš, da ko umreš, v bistvu ne umreš, samo zamenjaš obliko. Energijo ne moreš uničiti, energijo lahko samo pretvoriš. In ti si energetska struktura, ki živi v tej iluziji, v trdni materiji. Okoli nas je pa ogromno materije, ki ni trdna, ki je bi lahko rekli v plinastem stanju. 99% je takšne materije in tudi ti si del te materije. Zato pozabi na smrt, pojdi naprej, igraj se v življenju. Življenje je zelo, zelo lepo in ima ogromno presenečenj. In ko se znebimo teh odvisnosti od strahu, od denarja, od hrane in vsega tega, lahko začnemo zaznavati te subtilne delce, ki jim v fiziki pravijo vakuumska energija, ki ni nujno materialnega izvora. Večino stvari je skritih očem. In velikokrat v tem materialnem svetu stvari, ki jih gledamo z očmi in čutimo s čuti, so ena velika prevara. Indijci temu pravijo maja, the illusion, iluzija. V bistvu je to kot ena matrica, v kateri vsi živimo. Ampak izgleda tako resnično, da mislimo, da je res. Vse je, pa tudi ni. Skratka, če ne boste kršili naravnih zakonov, če boste jedli naravno hrano, nekateri ne jejo nič, živijo samo od energije. Če boste spoštovali naravo, če ne boste tega sveta oziroma te materialne iluzije jemali resno, se tudi ne boste zapletali z minljivimi stvarmi in se jih ne boste oklepali. Ker kaj mi delamo? Oklepamo se, odvisni smo od hrane, od denarja, od materialnih stvari. Hočemo vedno več in nič nas ne more zadovoljiti. Vedno več kot imamo, vedno bolj smo nesrečni, a tukaj ne gre nekaj skupaj. Poglobiti se moramo v sebe, iti v tišino, iti v naravo, manj jesti. Če že jemo presno, jemo naravno hrano. Ampak dokler tega ne probaš, ne moreš vedeti. Stestirajte, probite, igrajte se. In zelo hitro boste prišli do subtilnejših energij. Lahko bi rekli tudi temu božja energija, kakorkoli to imenujete, prana, či. In ko boste doživeli dotik te energije, vam dejansko ne bo toliko več do teh minljivih materialnih stvari, ampak se boste samo prepustili. Denar bo prišel, denar bo šel, avto bo prišel, avto bo šel, prijatelj bo prišel, prijatelj bo šel. Vse je minljivo, vse se spreminja in v naravi je edina stalnica sprememba. Zato se prepuste. Tudi prehod iz ene oblike v drugo, to se pravi, ko nastopi smrt, je prehod iz ene oblike v drugo. Ni nič druga kot prehod, tako kot zime v poletje, ali pa prehod lista, ki pade z drevesa v gnojilo za zemljo. To se pravi sprememba, spreminjanje energije, nič druga. In strah je iluzija, tako kot je smrt iluzija. Samo pejte naprej. Izobražujte se, jejte naravno hrano. Delite ljubezen med ljudi, hvaležnost. Samo to. To je to. In hvaležnost in ljubezen sta neka koncepta, ki jih imamo, ampak sta najbližji približek, ki ga lahko pišemo neki božanski energiji, ki izvira v srcu, iz srca pride, skozi srce vstopi. In to ni čut, ki je misel, to ni čut, ki je okus, ki je tip, ampak je šesti čut. Ne moramo ga opisati materialno, ne moramo ga zaznati materialno, ampak ga zaznamo lahko samo s srcem, ne s glavo.
In zato je tudi pomembno, da smo srčni, da delamo s srcem, da smo pošteni, da se pustimo voditi temu glasu, temu Bogu dejansko, tako kot Indijci pravijo v vedski literaturi, da je Bog v srcu. In res je. To tudi znanstvene raziskave danes dokazujejo, da ima srce v bistvu najmočnejšo elektromagnetno energijo, velikokrat par tisočkrat močnejšo od možganov. Ampak to srce imamo zaprto zaradi nekih slabih stvari, ko so se nam zgodile. Pustimo, to je tema za drugič. Skratka, pozabite strah, pozabite smrt. Pejte naprej. Srečno, lep dan, lep teden.